torek je krajanom naselja Hotič prekipelo. Civilna iniciativa je organizirala protest in zaporo regionalne ceste, ki povezuje Ljubljano z Zasavjem. S hojo čez prehod za pešce v prometni konici so opozorili na nevzdržne razmere, ki jih spremljajo že desetletja. Ker sem bila stara 14 let, sem se šla iz osnovne šole Litije učiti v Ljubljano za optika. In sem hodila tle 3 kilometre peš do Kresnic, potem pa s čolnom čez Savo in na vlak. Potem se je pa ta cesta naredila, so bili pa že neki avtobusi in to je danes 40 let sem delala, 20 let sem v penziji, 3 leta sem se pa učila. Računite, da od takrat se govori, da se bo ta obvoznica delala. Vemo, da je tamle problem med tem hišam in potem smo na sestanku ustanovili civilno iniciativo za obvoznico Hotič. Tukaj je bila tudi podpora župana in krajevne skupnosti Hotič. Naredili smo pa to zaradi same varnosti občanov in otrok, ki hodijo v šolo ali šole in tukaj, veste, tale pločnik je zelo kratek, naprej se ga ne da narediti, ker je preozka cesta. To je prvi shod, bomo imeli letos vsaj še enega ali dva. Jaz včasih, ko gremo v šolo, mi ne ustavijo in se ne počutim varno. Ja, gledajte, jaz podpiram krajane v teh prizadevanjih, ker moram reči, da je 20 in večletno prizadevanje za ureditev obvoznice v Zgornjem Hotiču več kot preveč, da smo danes še vedno skoraj da mačka menjka na začetku. Mislim, da je takšen odnos do tega kraja in pa do cele Zasavske doline izjemno, bi rekel, nehuman, mačehovski in da dejansko mi smo slepo črevo države v tem delu. Tako da je zadeva nevzdržna in absolutno podpiram krajanke in krajane Hotiča, ker vsak dan se zagozdijo kamioni tukaj in to je izjemno velika tudi gospodarska škoda, ki se dogaja ne samo v občini Litija in tudi širše. Absolutno podpiram, jaz sem že sam tudi pisal, ravno danes sem gledal dokumentacijo 20 let, se govori oziroma se snuje ta obvoznica, do danes pravzaprav so prišli samo do sprejetja državnega prostorskega načrta in pravzaprav nič drugega. Naš predsednik vlade, dr. Golob, obljublja Ukrajini rakete, ki bodo stale več 10 milijonov evrov. Tukaj le bi ta obvoznica po informacijah Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo stala 7,3 milijone, pa če damo še na 2 avansa gor za 20%, skratka bi prišli z 10 milijoni čez, to pa je 10 luštnih raket, ki bi jih Ukrajina morda manj dobila. Ja, za rešitev, da gre cesta za Savo. Ja. Ker zdaj je nemogoče priti na cesto iz vasi, tle nevaren, mislim, to je nemogoče, kar se zdaj dogaja, je nemogoče. V avgustu je prišel iz DRSI-ja dokument, kako naj bi naprej potekalo. Po letnicah od 25 do 30 in naj bi leta 30 nekako prišli do gradnje. 30-32 piše. Zdaj, kakor pa poznamo razmere nekako v Sloveniji, jaz mislim, da temu lahko dodamo vsaj še 5-7 let ali pa več.